Dober večer vam voščim. Gripa je na pohodu in s tem je najbolje, da se kar čim prej sprijaznimo in začnemo delati na svoji odpornosti, če to seveda že ne počnete. Kako lahko to čim bolj učinkovito počnete, nam bo nocoj svetoval moj nocojšnji gost, to je magister Nikola Krstič, doktor medicine iz podjetja Mic Mengeš. Dober večer voščim. Dober večer. Danes nocoj bova pravzaprav odprla eno zelo aktualno temo, s katero se soočate na terenu, pa mogoče za začetek, s čim se te dni vi srečujete? S kakšnimi vprašanji, s kakšnimi tegobami vaših odjemalcev? Ja, je čas epidemije gripe. Vsi smo kar presenečeni. Zdaj za 1 stopnjo je ta problem se povečal. Virus je, vse kaže, malo bolj virulenten oziroma bolj napadalen, če po domače govorim. Skupaj je pa treba se pogovarjati tudi o naši odpornosti, kako je z našo odpornostjo, kako smo na tem področju uspeli tiste stvari, ki jih znamo praktično uresničiti in izvajati. In tu se da kar še nekaj povedati v tem smislu, da bi si vendarle tudi v sedanjih razmerah kakršni so pomagali trenutno, da bi recimo te težave, simptome, ki jih imamo, znake, ki jih prestajamo, kako bi jih lažje premagovali. Istočasno pa tudi, ko se pogovarjamo o naši odpornosti, imunosti, lahko tudi še enkrat mogoče za nekoga ponovimo ali pa za nekoga tudi na novo povemo, kaj bi lahko še počeli, da bi imeli v Sloveniji med nami večjo odpornost, da bi nam imunski sistem bil močnejši. Zdaj, ko se recimo pogovarjamo o tem, da je zdaj veliko ljudi prizadetih, da imajo vročino, da so onemogli, da morajo ležati in tako naprej. Tu zdaj smo očitno pri tem, da je življenjske moči zaradi bolezni premalo. Premalo. In zdaj kaj tu narediti? In tu imamo nekatere stvari, za katere smo sicer slišali, ampak jih je treba ponavljati. Pa mogoče tudi nekoliko širše sploh recimo prikazati nekatere stvari. Torej, bolezen pa zdravilo. Pa recimo samo naše zdravilo, ki ga imamo v škatli ali pa kjerkoli že, ko ga imamo na mizi, je to zdravilo mrtvo. Čaka. Je neživo, recimo, če tako rečemo. Ko ga pa zaužijemo, sproži zdravilne reakcije in se mi s pomočjo tega zdravila zdravimo. Samo to zdravljenje, veste, to je pa živa zadeva. In zdaj, ko je nekaj živega, rabi energijo, rabi življenjsko moč. In če se vprašamo, odkot pa je to zdravilo dobilo energijo in življenjsko moč, ja, dobilo jo je pa od nas samih. Se pravi, vsak bolnik en del svoje energije, življenjske moči, en del zdravilo vzame, začne delovati in zdravi. In zdaj smo pa tukaj. Ko smo mi bolni, imamo te energije pa življenjske moči malo. Smo rekli prej, da smo toliko utrujeni, izčrpani, da obležimo. In zdravilo, ko pride, pride na majhno energijo, na zmanjšane nivoje in potem pač zdravi, kakor zmore. Ampak dobro, vse se to dogaja in tako naprej. Samo potem se pa lahko zdaj vprašamo, kaj pa, če bi mi
poskrbeli za to, da imamo v telesu več energije. Ali je to možno? Ali medicina to pozna, se to dogaja? No in tukaj imamo čudovit odgovor, pritrdilen odgovor. V medicini zdaj že desetletja in desetletja, vemo, kako nastaja v naših celicah, v vsaki celici, v vseh tkivih, kako nastaja ta energija, življenjska moč. Kaj je tista snov, ki to sproži nekako, ne? Tukaj, da ne bom preveč teoretiziral, ne, ta snov se imenuje Q10, ta znameniti Q10, ubiquinon Q10. 95% vse energije, ki jo mi imamo, ne, ker vsak gib, ki ga naredimo, to, kar zdaj govorimo, ne, vse je podprto z energijo, ne. To se pravi, da je to zelo pomembna značilnost, ne, in tu not je pa najpomembnejša snov ubiquinon Q10. In zdaj, še recimo mečkeno, ko se zdravimo, doslej nimamo nekako v rutini, da bi tako razmišljali, da bi naše zdravilo lahko podprli z dodajanjem Q10. Ker tukaj se pridobija, mislim, če ti zdravilo bolje dela, to je tisto najbolj pomembno. In so pa te stvari že kar precej napredovale, so raziskane. Imamo tudi med nami leta in leta že artikle, konkretno v MIC Mengeš smo pred daljnimi leti prvič pripeljali bioquinon Q10, no to je prav ta snov, v obliki prehranskega dopolnila. Zdaj mogoče še razlaga, zakaj pa je to treba dodajati. Sej, če je to tako pomembno, potem itak imamo to v telesu. Ja, imamo v telesu. Imamo samo pri človeku je značilno to, da od spočetja preko rojstva pa potem do enega 32. leta, naprimer, tega Q10 je čedalje več in več. Čedalje količinsko ga je več. In seveda to, če je več Q10, pomeni tudi prej, kar sem rekel, da je več energije in to je značilno za mlade, skačejo otroci kar naprej, nekaj gomazijo, tudi recimo mladi, to si polne energije, ves svet je tvoj in tako naprej, No, potem se pa tvorba tega Q10 počasi umiri, smo pri enem platoju, tam 30, 40, v 50 letih, pa že začne padati, to je to. No in tu nota, se pravi nekje v naravi, dogajanje, da začne ta Q10 padati, ampak če pada, imamo manj energije. Če imamo manj energije, potem smo takoj prikrajšani za veliko stvari. Pa ne samo to. Recimo, ko zbolimo, spet nam bolezen požre veliko energije in tudi Q10 se porabi zaradi te bolezni, in potem spet imamo manj. In če zbolimo, zdravila slabše prijemljajo. Se pravi, to je zdaj že en drug dejavnik, zakaj imamo tega Q10 v življenju premalo. Potem pa še naprej, in je tudi zelo pomemben dejavnik, recimo stres. Stres ne moramo reči, da je bolezen, stres je življenje. Samo stres
živciranje, ne, po domače, ne, ti porabi energijo in ti porabi tudi tvoj Q10 in ti ga spet primanjkuje. Ne. Tako da potem se pa kar naenkrat pokaže, ja, se živimo več kot polovico življenja v pomanjkanju Q10. In zdaj smo pa spet pri eni zelo preprosti zadevi. Če nečesa primanjkuje, pa dajmo to, če to poznamo, če imamo že, mislim, to vse skupaj na dosegu roke, dajmo si to dodajati. No, in to je vsa umetnost. To je vsa umetnost, samo pri zdravilu se pa pokaže kot ena čudovita možnost, na katero smo doslej premalo mislili, a ne? Smo premalo bili pozorni na to, da lahko vsako zdravljenje izboljšamo. Vsako zdravljenje. A veste, nič ne pretiravam. Vsako zdravilo, ki ga mi jemljemo, ne, in danes smo recimo v taki situaciji, ko imamo epidemijo, po nekoga gripa napade, ampak vse veste, kako je v recimo drugi polovici srednjih let, pa v tretjem življenjskem obdobju. Pravzaprav njega, ki ne bi prestajal po 2-3 bolezni, ne, in tudi jemlje zaradi tega zdravila in tako naprej. In zdajle pa je, a ne, smiselno, a ne, to, kar sem prej govoril, pa o tem malo bolj razmišljati, pa si pomagati, ne. In jaz upam, da bo šla zadeva tudi pri nas v tej smeri bolj naprej, kot se je recimo zdaj dogajalo, a ne, v zadnjih letih, ne. Ljudje zdaj recimo po zimi radi rečemo, da nam pomagajo citrusi, da je treba veliko pomaranč stisniti, da je treba kakšno limono pocuzati in tako naprej, ne? Ampak vi pravite, da odpornost kot taka bi se lahko skrivala samo recimo v idealni prehrani, ki pa je nimamo, ne? Ja. Torej, glejte, z vso vnemo zagovarjam kvalitetno prehrano, uravnoteženo prehrano. To je normalno, to more biti. In tukaj dajmo biti čim bolj kvalitetni, a ne, se pravi, beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe, vitamini, to recimo, ker ste pač, a ne, začela, a ne, naštevati, zelenjava, sadje, sveže, ekološko in tako naprej, čim bolj kvalitetno, ne. V redu, to vse drži, a ne, samo izkaže se, a ne, a veste, da kljub temu, a ne, da to ni dovolj. Žal ni dovolj. Ni dovolj, a veste. Človek si je recimo podaljšal življenje v zadnjih 100 letih, ja, to so cela desetletja, a veste, človek dlje živi, a ne, in narava ga recimo v starosti 80-90 let ne pozna. Človek si je sam podaljšal življenje. In ker si je sam podaljšal življenje, zdaj si mora tudi sam dodatno pomagati, da se vzdržuje, ne. Zdaj recimo konkretno pri tem Q10, kaj to pomeni? Mi recimo z idealno prehrano, uravnoteženo, pa to je zelo težko, veste, dosegati, ne, se idealno prehranjevati. Sam res ne uspem, sem samokritičen, pa tudi vem, da je to ideal, to je predvsem ideal, ne, da je praksa drugačna, a ne. No, ampak v idealni prehrani, a ne, mi dobimo dnevno 6 miligramov tega Q10. Ne, zaradi tistega, kar sem prej našteval, in zaradi tega pomanjkanja, ki ga prestajamo v življenju, a ne, bi ga pa rabili 30 miligramov bi ga rabili v povprečju, ne. A vidite? Bo to najina iztočnica, da bova nadaljevala po kratkem predahu, vmes pa seveda povabiva gledalce in gledalke, da nas spremljate in če imate kakšno vprašanje, potem vabljeni, da sodelujete tako, da nas pokličete na izpisano telefonsko številko čez nekaj trenutkov.
Dobrodošli nazaj v studio, kjer je še vedno izpisana telefonska številka za vsa vaša morebitna vprašanja, pripombe, mnenja o tem, kako se letos izogniti gripi ali pa poskrbeti za čim boljšo odpornost. Doktor Krstič, nocoj predstavlja sicer biokinon, ampak meni je bolj famozen ta podatek, da je zaslužen za to, da se je bolnišnično zdravljenje v odstotkih zelo zmanjšalo. Pa bi vendarle želela, da našim gledalcem tudi malo pojasnite, odkot ta raziskava, na čem temelji, ker se mi zdi zelo pomemben podatek, ne? Ja, podatek je fascinanten. Pred letom in pol je bila svetovna konferenca o Q10. To se ponavlja na vsake 3 leta, na 2 leti recimo, ne? Ampak to pot na tej konferenci je pa sodelovala direktno tudi v organizacijskem smislu medicinska fakulteta na Columbia University v New Yorku in to je se prvi zgodilo, veste, v vseh teh desetletjih, odkar potekajo svetovne konference o Q10. In medicinska fakulteta je prispevala svoje najboljše kadre, tako z teoretičnih inštitutov, kot z vseh pač klinika, ne. In so se usmerili točno v to, ne, se pravi, vi izvajate dosedanje zdravljenje, ki je tudi na visoki ravni, kvalitetno in tako naprej, ne. Ko pa dodate še visoko kakovosten Q10, biokinon to je, ne, potem se vam vse skupaj izrazito izboljša. Izrazito izboljša. Ne? Zakaj? Smo prej razlagali. Bolnik dobi več energije, več življenjske moči, zdravilo, ko pride vanj, koristi več energije in bolje dela in se bolje zdravi. In kaj so dosegli? Ja, dosegli so čudovite stvari. Torej, za naše razmere bo to nekaj neverjetnega, ampak tako pač je. Tako pač je, a veste. Obstajajo članki, na tej svetovni konferenci sem bil, sem skoraj z odprtimi usti včasih poslušal, ne, te rezultate in torej, zdaj bom uporabil en izraz, ne, racionalizacija bolnišničnega zdravljenja. Racionalizacija pomeni zmanjšanje stroškov, ker smo bolj uspešni, ne, se skrajša recimo časa nezdravljenja in tako naprej. Ne. Se pravi, ta racionalizacija gre v visoke odstotke, do 40%. Tako da jaz mislim, da nas to čaka, da je to perspektiva, ne, ampak vsak to lahko že doma počne, a veste, ne. Ima recimo, ne vem, to in to bolezen, jemlje ta in ta zdravila, zdaj je prišla recimo tudi gripa in tako naprej, ne. In če se bo poslužil, evo, to je ta biokinon, tega biokinona, bo točno to začel doživljati. Bo dobil več energije, več življenjske moči, vsa njegova zdravila bojo začela bolje prijemati in si bo hitreje pač opomogel, če je recimo trenutno zaradi gripe bolan, ne, oziroma vse njegove tiste kronične bolezni jih bo bolje obvladoval. Zdaj bova pa sprejela en telefonski klic. Dober večer, komu? Dobro večer. Pozdravljeni, kdo je z nami? Povejte vprašanje. Anita z vami. Povejte. Jaz bi vprašala, če se Kar vprašajte, vas taj poslušamo. preparat jemlje lahko sa aspirinom ali lekadolom, če se to lahko zraven jemlje. Zraven tega preparata. Ne? Mislim, da vas doktor Krstič zdaj ni najbolje slišal, pa vas prosim, če še morda malo bolj glasno ponovite enkrat vprašanje. Prosim. Ja, jaz sem Anita, ne? Ja. In vas sprašujem, če glede tega preparata lahko jemljemo aspirin ali lekadol. Lahko, se nič ne Lahko tepe. se jemlje. Lahko, ja, se nič ne tepe, a ne, tako da ni nobenega problema, a ne. Veste, vi tak Q10 že itak imate v sebi, ga morate imeti, ker brez Q10 se ne da živeti, ampak ga imate premalo. In ko ga dodate, se samo ta količina poveča.
Tako da nič posebnega se ne dogaja. Ne. Vsa ostala zdravila se normalno lahko jemljajo, ko se jih potrebuje. Ne. Ja, ja. Tole sem hotela vprašati, ne, ker me zanima, da ne bi bilo kakšnih kontraučinek. Ne bo, obratno bo. Boste bolj zadovoljna, veste? Bolj zadovoljna, ja. Dobro, v redu, hvala lepa. Prosim. Hvala tudi vam, ker ste nas poklicali. Lahko noč. Lahko noč. Doktor Krstič, morda še ena informacija, ki se je meni zdela taka zanimiva, morda tudi bo malo podkrepila vse to, kar ste v teoriji povedali. Ne? Ja. Vi ste meni rekli, da ste to začeli jemati, morda izpustiva leta, ker niti niso tako zelo pomembna. Lahko jih sami izpostavite v nadaljevanju. Takrat ste doživeli psihofizično renesanso. To se mi je zdaj tak lep izraz. Vi nam pa povejte, kaj ste doživljali, ko ste svoj produkt preizkušali. Ja, glejte, prej sem rekel, da pri človeku obstaja en tak lok življenjske energije, življenjske moči. Najprej od rojstva naprej do leta tam 30, 32, 35, 33, različno, a ne, raste, se dviga, a ne, potem pridemo do enega platoja in potem začne upadati, a ne. In ko ste vi recimo pri Abrahamu, ne, takrat se to že dogaja, a ne. Takrat je recimo to zmanjšanje kar tretjinsko, ne. Saj so ženske na istem, veste, ženske imajo pa meno, a ne. Ne. Utrujenost, mišična moč pada, a ne, gube se pojavljajo in tako naprej, a ne. In če imaš srečo, ne, evo, jaz sem v življenju to srečo pač imel, a ne, lahko tudi drugi gledalci in gledalke to doživijo ali pa so že doživela, ne. Ko si v tem obdobju, a ne, pomagaš z biokinonom, dobiš več energije, več življenjske moči in to se čuti. To se čuti, a ne. Utrujenost je manjša, potem spi se tudi bolje, a ne. Zbranost je boljša, a ne. Mislim, vsa nadstropja v telesu pač začnejo delovati bolje, a ne. Recimo, kaj še se rado dogaja, naprimer leno črevo, ne. Leno črevo je znano, pa mogoče malo bolj pri ženskah, a ne. Tudi to se popravi, tudi to, a ne, se izboljšuje, a ne. Tako da, no, temu sem jaz rekel, ne, v svojem tem opisovanju, ne, da gre za eno tako psihofizično renesanso, ne. To pač doživiš, a ne, in potrebno, treba je to potem redno jemati, a ne, ker nam manjka tega Q10, a ne. Pač tako smo po naravi narejeni, da ga imamo v kasnejših letih manj, a ne, in potem to čutimo. Se to tudi značilno za enega starejšega človeka. Se vemo, da počasi hodi, ne, da mišična moč je problematična in tako naprej. To je vse to, ne. Manj Q10 ima. Sicer ne bomo dosegli to, a ne, mislim, da bi se vrnil nazaj v svoja 20, 30 leta, samo lahko je veliko bolj živahen, lahko je, ne, mislim, boljšega zdravja, ne, in tako naprej, a ne. Kvaliteta življenja se lahko bistveno popravi, ne, in zato gre, a ne. Več zdravja mu lahko tudi to prinese. To je to, ne. In če sva gledalce oziroma gledalke navdušila, spodbudila, da jih produkt zanima, kje najdejo več informacij in kje ga najdejo, kje ga lahko kupijo? Biokinon je prehransko dopolnilo, dobi se v vseh lekarnah, razen v mreži ljubljanskih lekarn, dobro, ampak zdaj smo na območju, ne, pa sej tudi po celi Sloveniji, a ne, gre naša oddaja, a ne. Tako da v mreži ljubljanskih lekarn se biokinon ne dobi. Za Ljubljano lahko povem, da se v privatnih lekarnah dobi vseh in tudi v specializiranih trgovinah se tudi dobi, ne. Te recimo trgovine, ki imajo prehranska dopolnila in tako naprej. Pa še eno stvar bi povedal, a ne, za biokinon, in to informacijo se bo slišala samo
tukaj pri biokinonu, mislim, na kaj mislim? Mislim na to, ne, da na tej svetovni konferenci, ki sem jo omenil prej in ki je bila pred letom in pol, ne, v New Yorku, so naredili primerjalno študijo 6 največjih torej, brandov, Q10 na svetu, 6 največjih. No in v tej skupini je biokinon izstopal, več kot polovico je bil boljši od drugega. To se pravi, da imamo srečo, da tak artikel v Sloveniji ga imamo že od leta 1997 so prišli prvi biokinoni v Sloveniji in od takrat pač doživlja, malo gor, malo dol, ampak kvaliteta mu pa res Pharma Nord proizvajalci iz Danske skrbi za to, da kvaliteto ves čas razvija. Sem želela prej poudariti, da gre pravzaprav za skandinavski produkt, za vse vaše izdelke, ki sva jih do zdaj predstavljala. In če bi seveda naše gledalce karkoli zanimalo o tem biokinonu, sva seveda na voljo oziroma ste na voljo še do konca tele oddaje, če se jim kakšno vprašanje med tem poraja. Ker bova nadaljevala še z enim produktom, ki gre z biokinonom z roko v roki, to pa je bioselen. Zakaj pravzaprav gre? Dajte nam ga malo predstaviti. Ja, bioselen plus cink oziroma selen, ki je sestavina tega artikla, to je oligoelement, se reče z eno tako tujo besedo, ki je pa izjemno pomemben za naš imunski sistem, ki je mogoče med najpomembnejšimi gradniki imunskega sistema. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da za svojo imunost, za svojo odpornost resnično rabimo ustrezno, sicer majhno količino tega selena, ampak brez njega dejansko ne gre. In lahko pokaževa tudi graf, ne? Ja, lahko pokažemo graf, Zdaj, mi ta selen dobimo samo z hrano, z živili. In zdaj imamo na zaslonu sliko, imamo graf, kjer so različne oblike selena. Modra je, rumena, listno-zelena in temno-zelena, no in to se stopnjuje, to pač prikazuje, koliko selena pride pri posameznih oblikah teh preparatov, koliko ga pride v kri. Če ga pride več, je tudi več učinka in je to boljše. No, tukaj je bioselen od Pharma Nord spet na vodilnem mestu in mu to mednarodno priznavajo zdaj že leta in leta, že 3. desetletje, si je uspel to pozicijo priboriti in jo vzdržuje. Tako da gre recimo za gradnik imunskega sistema, kot sem rekel prej. Kaj to pomeni? To pomeni, da je pomemben pravzaprav za vse bolezni. Katerakoli bolezen, ali je trenutna, recimo akutna, ali je recimo traja naprimer nekaj tednov, recimo subakutna, ali pa da je recimo kronična, ki te potem celo življenje spremlja. Pri vsaki bolezni se mi borimo za svojo odpornostjo. In zdaj imamo pa selen, ki je tukaj zelo pomemben gradnik in seveda potem tudi ta selen zelo pomemben. Pomemben je za nas kot telo, ampak je pomemben tudi za vso medicino. Vsa medicina je odvisna od tega, ali imamo selena dovolj, ali ga nimamo dovolj. Če je selena manj, je imunski sistem slabše delujoč in smo prikrajšani in smo na slabšem, zbolimo hitreje, večje bolezni in tako naprej.
pa te bolezni so težje in tako dalje. Ne. In zdaj sem pa rekel, da ga dobimo z hrano, ne, in se moramo zdaj vprašati, ali imamo mi selena dovolj. Prehranska dopolnila, uravnotežena in pestra prehrana. Tukaj med nami jaz moram malo polemizirati, ne? Polemizirati, čisto po domače bom rekel, ne? Velikokrat smo slišali, da lahko v uravnoteženi in pestri prehrani dobimo vse, kar rabimo. Samo dajte pač si urediti, da boste imeli uravnoteženo in pestro prehrano in boste dobili vsega dovolj in tudi selena potem. In tudi Q10, recimo, o katerem smo prej govorili, ne. Zdaj govorimo o selenu, ampak, glej ga, tukaj pri selenu pa se pa stvar malo drugače pokaže v praksi, ne. Selen je toliko pomemben, da je na selen pozorna tudi Svetovna zdravstvena organizacija, normalno se ukvarja z našim zdravjem, a ne, skrbi za zdravje celotnega planeta, vseh 7 milijard, ali koliko nas je že, a ne, 6, 7, no, in so postavili standarde, ne, koliko naj bo selena v posameznih naših, recimo, živilih, tudi v vodi, recimo. No in zdaj, če se ustavimo pri pitni vodi, ne. Za pitno vodo je Svetovna zdravstvena organizacija postavila standard, da naj bo v 1 litru 10 mikrogramov selena. V 10 mikrogramov selena. To so ugotovila, veste, na osnovi resnih študij, diskusij in tako naprej in so dobili ven to številko. To se pravi, rabimo, a ne, da dobimo dovolj selena, da imamo dovolj selena tudi iz pitne vode, ne. Ko so pa merili selen v Sloveniji, pa zdaj nič ne kritiziram, ker ni samo v Sloveniji, tako je še marsikje enako, veste, marsikje po Evropi je enako, ker se ne moramo biti ne vem koliko različni v Sloveniji od recimo ene Avstrije ali pa severne Italije, pa Nemčije, pa Francije. Tu smo nekje zelo blizu. Ampak ugotovili so, to so na naši fakulteti v Ljubljani zmerili, a ne, da imamo v Sloveniji, prej sem rekel, rabimo 10, to je standard, a ne, mikrogramov selena na liter pitne vode, mi ga pa imamo, a veste koliko? 0,5. Halo? 0,5? Ja, 0,5. 20-krat premalo. 20-krat premalo. Zdaj pa dajmo razmišljati. Voda je v zemlji. Kar je značilno za vodo, je seveda tudi za zemljo značilno. Iz te zemlje rastejo ven rastline, naša zelenjava, ki jo uživamo. Potem se pasejo živali po naravi. Mi tudi gojimo živali in tako naprej. Mislim, to vse skupaj, vključno z nami, je med seboj povezano. In ko nekje ugotovimo, da je nečesa 20-krat premalo, je seveda premalo v celoti, v vsej naši hrani, ne, je selena res, res premalo. Ne. In ko so merila, koliko ga imamo pa v hrani, so sicer številke malo manj kritične, ne, samo še zmeraj so ugotovili, da ga dobimo samo tretjinsko, kot bi ga rabili. Tako, zdaj sem pa povedal te informacije, ki so tukaj, ki so nedvoumne, tako je. Zdaj pa kako, prosim, kaj smo zdaj s temi izjavami, da mi v uravnoteženi in pestri prehrani dobimo vse, kar rabimo? Ne drži. Če ne drži, pa če je selen tako pomemben, kaj pa zdaj? Potem recimo, ja. Bova sprejela in telefonski klic, pa bova nadaljevala, da nam kdo ne pobegne. Dober večer. Ja, dober večer. Dober večer. Povejte. Jaz imam pa eno vprašanje in sicer me zanima, ali vaš Q10 jem samo zdaj v času viroz ali skozi celo leto?
Ja, jaz ga vam svetujem, gospa, skozi celo leto, a veste, skozi celo leto, ker zdaj viroze so samo trenutna bolezen, trenutni zdravstveni problem, ampak vse veste, kako je. Marsikdo med nami ima po 2, 3, 4 bolezni, a ne? In jemljemo zdravila in tako naprej, pa tudi počutje, a ne? Marsikdo se počuti utrujenega. Marsikdo recimo tudi slabše spi in tako naprej. Zakaj? Ker mu primanjkuje življenjske moči pa mu primanjkuje zaradi tega, ker ima premalo Q10. In ko on pripelje več Q10 v telo, pride več energije in se potem te stvari začnejo popravljati. Torej, vam svetujem redno in trajno jemanje skozi celo leto. Ne? Tako. Ok, v redu. Ja. Najlepša hvala za odgovor. Prosim. Hvala Ja, lepa. lahko noč. Lahko noč, lep večer. Midva ostajava, vendar si bova vzela kratek predah, pa potem nadaljevala in seveda gledalke in gledalce pozvala, da nas pokličejo, če se vam poraja še kakšno vprašanje. Doktor Krstič je tukaj za vas z nasveti, ki jih ima polno vrečo in ki mu jih nikoli ne zmanjka. Ostanite v najini družbi. Dobrodošli nazaj v zadnjem delu oddaje, v katerem imate še vedno možnost karkoli vprašati mojega nocojšnjega gosta. To je magister Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš. Gospod Krstič, ostala sva prej še vedno pri selenu. Že tako ali tako ga je premalo, ne? Pa še en omejevalni dejavnik je in sicer staranje. Kako pa to vpliva? Ja, prej smo rekli, da je selena toliko in toliko premalo. Se pravi, v živilih ga nimamo dovolj, potem pa pridejo leta, druga polovica srednjih let pa tretje življenjsko obdobje in bolj, ko grejo leta, črevo manj živahno vsrkava. Se pravi, se problem samo še povečuje in rešitve ni druge, kot pa da to, kar manjka in če dalje bolj primanjkuje telesu, da pač dodajamo. Ne? In to imamo spet artikel, ki se imenuje Bioselen plus cink, smo tudi prej videli graf njegov. Jemanje je tudi enostavno. Prej nismo pri biokinonu povedali, jemljemo po 1 kapsulo na dan. To kapsulo biokinona svetujemo zjutraj med zajtrkom ali takoj po njem, da potem čez dan dobimo več energije pa življenjske moči. Tukaj pri Bioselen plus cinku pa svetujemo nekako, najbolj primerno se je pokazalo med kosilom. Se pravi, na pol kosila zaužijemo to tableto, ki je taka čist drobna. In to je potem za 24 ur dovolj, da dobimo dovolj selena, da nam imunski sistem začne bolj v polno delovati. Če pa nekdo se odloči, da bi to jemal zvečer, lahko. Lahko tudi pri zajtrku, na vse zadnje. Tako da to je to. Mogoče je pa še vsem zanimivo poudariti, koliko je ta selen, čeprav ni zdravilo, Pardon, nisem dal. Ga bova obrnila, tako da ga bo še da se bo kakšen videlo. gledalec. Ni zdravilo, ampak je izjemno pomemben. Tako kot je pomembna naša kvalitetna hrana za zdravje, normalno. Mislim, mi moramo čim bolj kvalitetno jesti, skrbeti za to z vso pozornostjo in smatrati, da je to velik dosežek, v vsakem dnevu, če se lepo, pravilno pač naješ, če po domače rečemo, in da je to pomembno za zdravje. Zdaj pa pri selenu pa tukaj pa lahko še zelo konkretno stvari povemo. Naprimer, pomemben je za imunski sistem. In je pravzaprav pri vsaki bolezni
pomanjkanje selena problem. Pa če se zadržimo pri raku, recimo, ne, rak bolezen naših dni, a ne, mislim, tako, ne. Tudi za rak je značilno to, a ne, da bolj ko peša imunski sistem, ne, odpornost, več je raka. In smo rekli prej, a ne, pri starejših ljudeh v 3. življenjskem obdobju slabše vsrkavanje, malo ga je v hrani, imunski sistem peša, rak pa raste, rak se pa povečuje. In to je znano. Tukaj imamo eno zelo pomembno prijemališče, na dosegu roke, tukaj med nami, takoj zdajle tukaj, a ne. Kaj to pomeni? Ko so recimo primerjali, ko je selena dovolj, ne, pri recimo ljudeh, ki ga jemljajo, v primerjavi s tistimi, ki ga ne jemljajo, ne, tam, kjer ga je dovolj, zdaj pa posluh, ne, je raka za 37% manj. A veste, kakšne številke so to? 37%. Se pravi, namesto 10 jih je 6. 4 so brez raka. Halo? Neverjetno, ne? Dejstva pa so nedvoumna. Ne? To je dokazano, to je znano, to je pomen selena. In zdaj recimo, če gremo na posamezne vrste raka. Pri pljučnem raku je ta številka še višja. Ta številka je 46% manj raka, ko je dovolj selena. Manj pljučnega raka, ko je dovolj selena. Neverjetno. Pa gremo še naprej. Pri recimo raku debelega črevesa in danke, ne? To je tudi znan rak, ne? Znan, mislim, precej ga je, ne prevladuje, ne? Tukaj pa ta številka 58%. Neverjetno. Je pa resnično, veste. To je dejstvo. In tukaj vidimo, kaj imamo na dosegu roke. Potem recimo še naprej, zdajle za moško populacijo, bom povedal številko, ki je tudi neverjetna, ne? Se pravi, pri raku prostate, ne? Pri raku prostate, ko je dovolj selena, je raka prostate za 63% manj. Ja, kaj zdaj? Ja. Ni kaj, ne za razmišljati, ampak je treba svetovati ljudem, pejmo v to, poslužujemo se tega. Zakaj? Ja, ker se nam tako lahko izrazito, ne, izboljša zdravje. Ne? Poleg tega, pa dajmo takoj povedati, ne, ta selen, ta bioselen plus cink, konkretno naša, ne, cena pride 6,5 € na mesec. 6,5 € na mesec, ko je pakiranje v 90 tableta. Ne. In to je to. Ne. Potem še en podatek, ne, recimo pri raku, pa številk bo potem dovolj, ne. Ko so recimo, veste, tudi to se zgodi, ne. Rak pride, ne, in rak pobira, ne, in zdaj pa, ko so pa potem dejali, ko so recimo nekateri jemali selen, a ne, nekateri pa ne, še zmeraj se to dogaja, veste, tako pač je, žal, še zmeraj je tako, ne. In tisti, ki so jemali, je umrljivost se zmanjšala za 50%. Kaj zdaj? Ja, spet nimamo kaj za razmišljati, ne. To so resnično take številke, ne, ki povejo, o čem se pogovarjamo, ne. In podobno je potem tudi pri drugih boleznih, ne, ker recimo konkretno, ne, kaj ćemo zdaj reči, tudi za gripo. Seveda tudi za gripo je podobno, ne. Če uživamo, če imamo dovolj selena, ne, je imunost pač boljša, odpornost se dvigne in je zbolevanje zaradi gripe manjše, bistveno manjše. In ali uživamo dovolj selena, jaz moram reči, da ga še zmeraj premalo. Žal. Ne? Bi bilo dobro, če bi bilo malo več podpore, ne? Iz vseh koncev, ki naj bi to počeli, a ne? Malo več podpore, če bi bilo, ne? Pa, a veste, če pogledamo malo okrog sebe, a ne? Slovenija je v osrčju Evrope, ne? Imamo Avstrijo, imamo Nemčijo, pa recimo poglejmo Nemčijo, ne?
se zelo Radi primerjamo. radi primerjamo. Pa Ne? pogledamo. Pa pogledamo, kako je v Nemčiji, pa tako naprej. Nemčija jemlje 4-krat več selena kot mi. Ja, le zakaj? A sem vam prej govoril, mislim, kakšne številke so. Ne? In potem, mislim, dajmo še naprej razmišljati, ne? Če je manj bolezni, je tudi manj bolniških, če je manj bolniških, je tudi manj, več denarja ostane in potem se pa država malo bolj razvija. Ne? Je tako, seveda je tako, ne? Pejmo v to, ne? Tako da, to so te stvari. Pa recimo še en konkreten primer, ne? Marsikatera država je bila na istem kot Slovenija, veste? Recimo Finska. Finska je bila leta 1976 na istem kot Slovenija. Na istem. Indeks je bil podoben, tu nekje. So videli, kaj imajo, so gledali malo sosede. V 10 letih so začeli Nemčiji pihati za ovratnik. To je to. Pejmo še mi v to. Kdaj? Ja, čim prej. Ne? Je pa to zagotovo tek na dolge proge, ne? In tudi gledalcem oziroma gledalkam. Bi skušala dopovedati, da je treba začeti čim prej graditi na tem, ne? Tako, tako. Ker se nama čas izteka in ker sva danes predstavljala dva produkta, ki pravzaprav gresta z roko v roki, kar sva že povedala, morda za konec oddaje vendarle potegneva črto in poveva najpomembnejše lastnosti obeh prehranskih dopolnil, ki nam bosta povrnila moč in hkrati zmanjšala nekatere bolezni. Govorili smo o biokinonu. Biokinon, to je Q10. To je globalno vodilni, najbolj kvaliteten Q10. Govorimo o energiji v človeškem telesu. Danes smo to energijo povezali z zdravili, z zdravljenjem. Če si pomagamo še z biokinonom, bojo vsa naša zdravila bolje delovala. In to je to. Ker deluje na nas poživljajoče, ne? Tako. In zdravilo, ko dobi več energije, deluje bolje in smo tudi mi potem na boljšem. In to je recimo ena taka značilnost biokinona, ki je dovolj, če jo samo v teh okvirih poudarimo. Potem in seveda z več energije smo tudi sicer, veste, kvaliteta življenja je boljša. Vas bom prosila, da si kar nadanete slušalko, ker imava še en telefonski klic tik pred iztekom oddaje. Dober večer, kdo? Ja, dober večer. Dober večer. Anja na tej strani, ravno gledam vašo oddajo in je zelo zanimiva. Pa bi imela za vašega gosta eno vprašanje. In sicer zanima me, zakaj selena in cinka ne moremo dobiti v telo z hrano. To bi, če bi mi lahko odgovoril. Aha, vse sem razlagal, a veste, mi, naprimer, v naši pitni vodi, to je samo en del okolja, v katerem živimo, v naši pitni vodi v Sloveniji, in Slovenija je znana potem tudi v literaturi znanstveni in tako naprej je to napisano, v naši vodi imamo 20-krat premalo selena, kot je recimo standard, ki ga je sestavila Svetovna zdravstvena organizacija. 20-krat premalo ga je v pitni vodi. In potem sklepajte, če ga je malo v vodi, ga je malo tudi v zemlji, če ga je malo v zemlji, ga je malo v rastlinah, v naši zelenjavi, v sadju, potem tudi v živalih in tudi v nas. Tako da z uravnoteženo in pestro prehrano ne moremo dobiti dovolj selena. Veste? Ne moremo. Najlepša vam hvala. Prosim. Hvala, lahko noč. Nasvidenje. In ostalo nama je še, če sva prej govorila o biokinonu, zdaj še selen in cink. Ja, bioselen plus cink, selen in cink oba, ampak najbolj pa selen, to sta gradnika imunskega sistema, izjemno pomembna, tako da izrazito vplivata na to, kako je z našo odpornostjo. Smo ravnokar odgovorili, da ga je premalo in si ga je treba dodajati.
In tu so številke res izjemne, a ne, zelo prepričljive. A ne. Pri raku smo videli, da so to debeli desetine odstotkov izboljšanja, a ne. Pri čemer pa, a veste, nas to spremlja že ko smo tudi v maternici, ne. Tudi tam so merili, a veste, koliko je selena, koliko ima recimo zarodek. Premalo ga ima, se pravi, že od samega začetka nas to pomanjkanje spremlja in bi bilo priporočljivo tudi za nosečnice, da si pomagajo z selenom, pa ne samo sebi, ampak tudi svojemu plodu, ne, da potem postanejo boljši, bolj zdravi, ne, in uspešni v življenju. Za zaključek še, vse dodatne informacije dobijo gledalci oziroma gledalke kje? Vse dodatne informacije mi z veseljem, torej izvajamo svetovalno dejavnost v podjetju Mic Mengeš. Naša telefonska številka je 01, to je omrežna, 729 1382. To je stacionarna številka, ne, potem pa še tudi mobilni telefon je pa 041 769 544. 041 769 544 in mi se tradicionalno zelo potrudimo in kar se da ne pojasnimo in sporočamo ljudem, kako si lahko oplemenitijo življenje z visoko kakovostnimi prehranskimi dopolnili, kot sta biokinon pa bioselen plus cink. Me je veselilo tudi nocoj, da ste bili moj gost. Hvala lepa. Hvala. In hvala lepa tudi vam, če ste nas spremljali. Ostanite zdravi in lahko noč.